Zadnjo sredo v aprilu praznujemo Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu. Da bi spodbudili zavedanje o pomembnosti sluha in dejstvu, da so okvare sluha nepopravljive, so pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije izvedli ozaveščevalno kampanjo javnosti o posledicah dolgotrajne izpostavljenosti hrupa nad 85 decibelov. Ta lahko povzroči okvaro sluha, vznemirjenost, slab spanec ali tinitus. Zaradi nadležnega zvoka, ki nikoli ne utihne, trpi okrog 160 tisoč posameznikov različnih poklicev in starosti. Med njimi je tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki je dejal, da ga tinitus posebej vznemirja, preden zvečer zaspi. To se je zgodilo na Bledu, ko sem sprožil strel za start turnirja v golfu. Ta pištola pa je seveda zelo močna, ker je potrebno slišati vse povsod na igrišču in takrat sem tudi fizično začutil probleme, z ravnotežjem, z vsem, kar sodi zraven. No, takrat naprej se potem tinitus nikoli ni polegal, se seveda vzpon in padci, tako kot pri vseh. Zdaj pa je že tako močan, da me tudi zbudi zjutraj, tako da zbudim se zjutraj vedno za tinitusom. Tinitus se pojavi iz različnih vzrokov, zaradi bolezni ali zunanjih dejavnikov, kot so poki ali dlje časa trajajoč hrup, ki je nad 85 decibelov. Strokovnjaki za postavitev diagnoze najprej izključijo možnost zaznave zvoka, ki je posledica dogajanja v telesu. Tinitus namreč lahko povzroči oviran pretok krvi v vratnih žilah, težave s čeljustnim sklepom ali težave v vratni hrbtenici. Šele ko izključimo vse te možnosti, lahko govorimo o kroničnem tinitusu. Ampak tudi tukaj bi razdelila ta tinitus na tinitus, ki je povezan z izgubo sluha. Se pravi, če imamo upad sluha običajno v visokih frekvencah in ko mi merimo, kje ta oseba ima, se pravi frekvenčno, ta tinitus in kako je močan, večinoma to sovpada z najgloblje sploščeno slušno krvuljo, se pravi na delu notranjega ušesa, kjer ima najmočnejšo izgubo sluha, tam on zazna to zaznavo zvoka, ki jo ni ne zunaj, ne znotraj njegovega telesa. Prvič sem opazil, da imam tinitus pred nekaj leti nazaj, več kot 5 let nazaj, po eni žurki, ko sem hotel zaspati. Pa je piskalo v glavi. Vzroki za moj tinitus so definitivno hrupno okolje, kot so nočni klubi in tako naprej. Tudi glasne slušalke recimo, to tudi, če sem zelo odmehen, sem poslušal zelo na glas muziko na slušalkah. Da bi spodbudili zavedanje o pomembnosti sluha in dejstvu, da so okvare sluha nepopravljive, so pri reprezentativni invalidski organizaciji za osebe z izgubo sluha izvedli tudi ozaveščevalno kampanjo o posledicah dolgotrajne izpostavljenosti hrupu nad 85 decibelov. Povsod so pretirani decibeli, Tako da pravzaprav to vse vpliva na sluh. In potem še naprej prostočasne dejavnosti za otroke in tudi nas, odrasle, kjer poslušamo pravzaprav spet glasbo prenaglas, nabijanje žog v dvoranah. In tako da pravzaprav gre za to, da na koncu pa nam telo izstavi račun. Davek, ki je lahko slušni aparat, lahko je izguba sluha, lahko pa je to tinitus. Utrpijo ga lahko tudi otroci in mladi, ki se pogosto udeležujejo glasnih zabav, kjer se predvaja izjemno glasna glasba. Strokovnjaki svetujejo, da je potrebno najkasneje po 3 mesecih od pojava tinitusa preveriti vzrok. Se pravi, pomembno je, da pregledamo slušno pot, kolikor lahko, se pravi, do srednjega ušesa jo vidimo s kliničnim pregledom, potem naredimo funkcionalne teste notranjega ušesa, se pravi, sluh po frekvencah, teste ravnotežja
In ukolikor dobimo asimetrične odgovore, se pravi, uho z tinitusom ni enako ušesu, kjer ni tinitusa, se odločimo za magnetno slikanje glave. Tistim, ki dolgotrajno trpijo zaradi tinitusa, se priporoča vedensko-kognitivna terapija, ki poteka individualno ali skupinsko. Se pravi, vedensko-kognitivni model pravzaprav govori o tem, da so misli, razlage veliko bolj pomembne kot sama situacija. In te misli in razlage posledično povzročajo različen stres ali pa različen odziv. Se pravi, 10 ljudi s tinitusom, ki bo imelo popolnoma različne razlage, bo tudi popolnoma na drugačen način doživljalo stres. Se pravi, eni bodo zelo jezni, eni bodo zelo prestrašeni, eni bodo panični. Če rečejo, da je tinitus na začetku njihov največji sovražnik, to so običajno misli, tinitus mi je uničil življenje, s tinitusom ne bom nikoli več zadovoljen, moje življenje je končano, je cilj terapije, da na koncu rečejo, jaz zmorem živeti s tinitusom, tinitus je mora biti barometer mojega čustvenega stanja, ampak jaz sem opremljen s tehnikami, jaz vem in znam in zmorem. Ljudem s tinitusom se svetuje tudi predvajanje maskirnih zvokov, kot so zvoki narave ali beli šum. Dejansko pa verjetno vsak človek s tinitusom dobro ve, kaj mu najbolj pomaga blažiti posledice tinitusa. Dosti pomaga manj pitja kave oziroma ne pitje kave, šport, počitek, manj preživetega časa v hrupnih okoljih, pa recimo, ko pa si na hrupnih okoljih, pa tudi počitek delati vmes, za kakšnih 15 minut, na 1 uro iti na tišino. Zaspim lahko, seveda sem se navadil z leti, da zaspim z morskimi valovi, redko kdaj ob poslušanju glasbe ali radija, morski valovi pa me uspavajo in s tem nimam težav. Kakšenkrat grem v tujino in tega nimam s seboj in se to pozna seveda zvečer, potem zlasti, če si bolj utrujen zaradi recimo napornega dela, morda še kakšne športne aktivnosti, stres se pozna in kot vsi vedno vemo, vreme zelo vpliva na ta problem. Tinitus me niti ne ovira več to, kakor me je, ker sem se navadil z njim živeti, je pa včasih sploh ob fizičnih in psihičnih naporih težje zaspati. Predvsem pa mislim, sem zelo hitro vzel na znanje na svet, naj se s tem ne ukvarjam, čim manj se bom ukvarjal, tem manj bom vedel zanj, in to je verjetno tudi res najboljši na svet. Edino, kar res obžalujem, je, da nikoli več tišine ne bom slišal. Tisti, kar recimo nekateri grejo sem in tja na dopust, ali pa vsaj za nekaj ur, in slišijo tišino. Predvsem pa velja rek, da je preventiva vedno bolj učinkovita od kurative. Zato s svojim sluhom ravnajte skrbno in poskrbite za zdrav življenjski slog.